Rejde, če smo skupaj kot najavljeno po predsednici Demokratske stranke danes odločil tajnih glasovanj o boju zaupnice. Od tega glasovanja je odvisno moje mesto predsednice Demokratske stranke in mesto predsednika vlade. Glede na rezultat glasovanja odločil in sprejel konsekvence. Kot je rečeno, ne ene drug rezultat zame ne predstavlja države. Vendar pa so tako za eno ali drugim rezultat, pa so lahko jasne posledice, ki ne bodo svetostranke, bom pojasnil stvari, ki v poročilu Evropske komisije držijo in stvari, ki ne držijo. Nimam nobenih težav s tem. Skoraj 35 letih dela je celotno moje premoženje vredno manj kot 300 000 evrov, obsega polovico stanovanja v Ljubljani, vikendki, klubovcu in nekaj pogodovanih napisnih vrstov. Družinska hiša v Ljubljani, v katero smo se preselili, je pod hipoteko in kredit sem komaj začel odplačevati. Lastnica druge polovice stanovanja v Ljubljani je žena in tudi odplačuje kredit, in jo mora tudi praktično plačati celotno. Celotno moje premoženje pod skoraj 35 letih dela je manjše kot pa je razlika v ceni pri hiši, ki sta recimo vključeni stanovnih kupila leta 92 od države in med ceno, ki jo ima takšno nepremičnino danes. Če bi jaz res imel takšne vere, kot korupcijska komisija, se verjetno ne bi preselil do nek zaselek v Šentjurju, ampak v Rožno dolino ali pa v Novotreko bi se tudi prešli. Torej, kar se tiče mojega premoženja, nimam nikakršnih težav. V poročilu korupcijske komisije so nekatere napake, ki sem jih naredil korektno navedene, predvsem za zamudo, za napačno ceno pri avtomobilu in za poročanje o dveh poroštvih, kjer pa gre v enem primeru za poroštvo za kredit stranke, ki je bilo v tem času ukinjeno. Če bi me protikorupcijska komisija o tem vprašala, bi jim ta podatek lahko tudi dal, da tega vprašanja ni bilo. In gre za soglasje pri tem, ko je žena zastavila za kredit polovice stanovanja, ker sem se lastnik. Tega niti nisem razumel, kako te stvari. Kakšno koli vprašanje, na katero se pripravljam zelo natančno pojasniti.